pripravljate vsakoletno spominsko slovesnost tukaj v Prešernovem gaju. Ja, drži. Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj smo začeli razmišljati, da si tudi Simon Jenko zasluži malo več pozornosti, kot jo ima, in tako smo pred 3 leti stopili skupaj s šolami, vzpostavili sodelovanje s kulturnim društvom Simon Jenko Šmonca in pripravili prvič tak program z recitacijami v Prešernovem gaju. Pripravljate pa tudi okroglo mizo z literati. Drži, nastala je z namenom, da povežemo mlade, ki so komaj na začetku svoje poti z že izkušenimi pesniki in pisatelji, da jim damo priložnost, da z njimi spregovorijo in mogoče dobijo tudi malo spodbude za naprej. Kako in na kakšen način ohranjate spomin na velikana Simona Jenka, ki je bil rojen na Soškem polju? Kako in na kakšen način? Kar nekaj načinov poskušamo, da bi ga čim bolje obudili, čeprav mislim, da nikdar ni zamrl spomin nanj, predvsem med našimi ljudmi na Soškem polju, med vasmi za Savo, in s ponosom veliko ljudi pride do spomenika in reče, to je bil pa naš pesnik. Na kakšen način pa obujamo? Vsako leto najmanj 2-krat se dobimo pri spomeniku. Ob njegovih dnevih, se pravi od 18. pa do 27. oktobra, takrat prav gotovo in nekajkrat, jutri bomo seveda se tudi dobili pri spomeniku, preden bo prireditev o podelitvi Jenkove letošnje nagrade, potem ob našem kulturnem prazniku se dobimo pri spomeniku, pa mogoče še kdaj s kakšno šolo, s kakšno skupino, ki nas povabi ali pride k nam pa povpraša, kje je bil Simon, pa kaj več o njemu povemo in tako naprej. In pred spomenikom z recitacijo njegovih pesmi. Bil je tak pesnik, ki je z malo besedami veliko povedal. Bil je ljubezenski pesnik in tudi razočaranje doživel. In ena njegovih verzov je zanimivo, ko je bil že nekako proti koncu svojega življenja, je napisal: kdor ljubezen v srcu nosi, ne bi dal je za ves svet. Ko zgubijo, Boga prosi, da bi je ne našel spet.